thank you, Slovenia. Thank you for the strong message that you sent to the entire Europe and the entire world. That sport, that's something that unites us, inspires us, brings us together. So thank you so much, Slovenia. Smo se skupaj zbrali, da na teh jeklenih poligonih malo skupaj potelovadimo. Tukaj sem tudi zato, da jim kaj pomagam, jih popravim. Če samo na sliki vidiš, je težje presoditi, kako se to naredi. Če ti pa nekdo pokaže, pa že razumeš. In se skupaj pogovorimo od prvega koraka pa do tem, da pridemo do želene vaje. Dobrodošli na olimpijskem festivalu. Danes imamo sneg tukaj v Ljubljani, imamo en tak zanimiv tepih, tudi svoj poligon. Ne vem, meni je vedno v veselje vzpodbujati mlade, posebej, da poskusijo tudi deskati. Mladim bi predvsem svetovala, naj na začetku ne pretiravajo, ampak naj predvsem uživajo v svojem športu, naj spoznajo čim več športov, da vejo, kaj jim paše, kje so najboljši, v čem uživajo. Še vedno uživam tukaj na teh prireditvah, ker vidim veliko mladih, ki igrajo namizni tenis in ja, tako kot pravijo, na mladih svet stoji, tako da jaz sem zelo zadovoljen, da so izbrali toliko otrok. Ponavadi je tako, če daš dve stvari, ki ne sodita skupaj, potem dobiš najboljši učinek ali pa tudi najboljši šmoren. Torej, dati šport in branje skupaj, dve stvari, ki na prvi pogled sploh ne sodita skupaj, lahko dasta zelo dobre rezultate pri posameznikih in pri družbi. Ja, danes je pa res poseben dan. Danes imamo še testiranja in smo bile vse zelo vznemirjene in v pričakovanju, kaj se bo zgodilo. To je EFB testiranje, ki temelji v bistvu za oceno telesnih pripravljenosti, ki nekako pove, kje približno te gospe so, da lahko nadaljujejo svoj trening in obravnavo. Šport definitivno pomaga ohranjati zdrav in pa kvalitetno zapolniti prosti čas. Vse skupaj, neko celoto dobiš s tem. Se mi zdi, da ni samo tisto učenje, študiranje pa to. Tako, da se odklopiš, pozabiš vse drugo, pa sam športaš, uživaš.